Na Fakulteti za upravo Univerze v Ljubljani smo spremljali zadnje dejanje 3-mesečnega dela 8 študentov različnih ljubljanskih fakultet in njihovih 2 mentorjev v programu Študentski inovativni projekti za družbeno korist. Med rezultati omenjenega sodelovanja so videofilmi za gluhe. V njih so tolmačene razlage posameznih pojmov, ki opisujejo človekovo čustvovanje in odnose. Na primer, čuječnost, regulacija čustev, rahločutno starševstvo. Nekateri pojmi so prvič dobili izraz tudi v slovenskem znakovnem jeziku. V seriji videoposnetkov najdemo še intervjuje s strokovnjaki o izbranih temah. Vsem naštetem pa se zrcalijo ure in ure skupinskega premišljevanja in raziskovanja ter znanje s področji psihologije, zakonskih in družinskih študij, pedagogike in andragogike, uprave, multimedijske produkcije in tolmačenja v slovenski znakovni jezik. To je bila zelo zanimiva izkušnja, v bistvu po eni strani poslušati video, taki kot je bil prej posnet, pa potem še špelo istočasno in usklajevati neka hitrost, tudi Gašperju povedati, kdaj mora pohitriti, kdaj se lahko počasni. Tako da to je nekako en dodaten, v bistvu nov način dela, ki smo ga v bistvu razvili za ta projekt. Posneli smo ogromno različnih variacij, tako da smo imeli velike izbire na koncu. Seveda je pa z montažo je bilo največ dela na koncu, ker je bilo treba seveda tolmača ločiti od ozadja, zato da se lepše vidi, da se res kretnje dobro vidijo za gluhe. Pa seveda je bilo treba to narediti v sodelovanju z vsemi ostalimi, predvsem zato, da so tisti povedali, sploh Gašper, na primer, ki je gluh, da je res povedal, a je to v redu, a je ozadje dobro, a je prostor v redu, da ima tolmač dovolj prostora za kretanje. Jaz sem študentka na Fakulteti za psihoterapevtsko znanost Univerze Sigmunda Freuda in hkrati zdaj na magistrskem študiju zakonskih in družinskih študij na Teološki fakulteti. Tako da sem v bistvu zdaj že kar nekaj let zelo v stiku s temi vsebinami.
Po drugi strani pa sem potem dejansko se vprašala, koliko res lahko v vsakdanjem pogovoru razumemo pač te pojme. Tako da smo potem skupaj s Špelo in Gašperjem iskali, katere bi bile najbolj zanimive vsebine, tudi za te intervjuje s strokovnjaki in pa za posamezne pojme. Všeč mi je, da so pa vmes študenti, ob tem, ko smo ideje razvijali, oni prinašali še svoje ideje, tako da je projekt bil na koncu bolj bogat, kakor smo na začetku mislili, da bo. In to je tisto, kar me pa še posebej veseli kot mentorico, da so študenti res angažirani in če se kot mentorji uspemo odzvati na neke njihove še dodatne ideje, pomisleke, potem se res stvar bogati in to je tisto, kar se vedno v odnosih pokaže, da če je en čustven stik pa ena oglašenost drug z drugim, se res stvari polno razvijajo, kar cvetijo. Vse nastale videe si lahko ogledate na YouTube kanalu z naslovom Projekt Most.